Aleš Hojs, v sramoto ste policiji, ustavi in demokraciji. Hvala lepa. Torej človek, ki se klanja morilcem, človek, ki govori, da je ponosen naslednik komunistov, človek, ki vabi na proteste. In zdaj dajmo pogledati, kakšni so bili te protesti, te nenasilni vaši protesti so bili. Glejte, takole so se začeli z molotovkami, tamle na trgu Slovenske in Šubičeve, v križišču. Takole so se začeli. S prevračanjem prometnih znakov. Glejte, takole z metanjem kock. To so vaši nenasilni protesti, gospod Koprivc. Vidite, zelo veliko hodam po Sloveniji. Pa moram reči, da dobivam drugačne odzive, kot jih zdaj vi tlele prodajate. V glavnem so bili ljudje, bi rekel, zelo nestrpni, ker nismo zaustavili takrat tistega protesta, ki so vdrli na obvoznico. Nestrpni so bili zato, ker so rekli, pa dobro, pa zakaj pa imamo mi to policijo, a boste že naredili enkrat red v Ljubljani, a se bodo tam vsi norca delali z te države. A zdaj, to so pa Ljubljančani rekli, ne, tisti, ki so po otroke hodili, a zdaj jaz ne bom mogel po otroka jeti, ali pa tamle pred Delavskim domom so čakali recimo tudi rešilci, ki niso mogli mimo zapeljati, zato ker so te protestniki vse zaprli. Tako da so bili odzivi precej drugačni, kot jih vi tle navajate. Ne. Potem, ko je policija ustrezno ukrepala, so rekli, v glavnem dobil jaz informacije ali pa odzive, no končno. Tisti iz desnice lahko organizirajo 100 ali 300 in več protestov, plačajo vse stroške sami. Na ekstremni levici se pa naredite neumne, pa rečete, ja, saj mi nič ne vemo, kdo je tukaj organizator. Ne? In to, kar vi pravite, da je zanimivo, da se protesti zmeri začnejo takrat, ko na oblast pride desnica. Ja, to je zelo normalno, da se začnejo takrat. Lejte. Takrat se vsi tisti priskledniki začnejo bati, da bojo odrezani od seskov. Jaz verjamem, da gre tistim to na živce. Zato protestirajo. Zato protestirajo ali pa protestirate še preden se vlada sploh sestavi. Protestirajo zaradi tega, ker, to sem še enkrat povedal, ker imate abstinenčno krizo. Abstinenčno krizo oblasti. In to se zgodi vsakeč, ko pride neka druga opcija na oblast. Ker vi mislite, da je ta oblast po letu 1945 rezervirana zgolj za vas. To so mislili prej oni od leta 1945 do 1990, tako so tudi vzgojili svoje naslednike in te nasledniki, tako kot je gospod Koprivc sebe imenoval večkrat, te nasledniki mislijo, da temu je tako, da ne more biti drugače. Da to, če ljudje izvolijo v parlament neko drugo večino, je treba pa na ceste pa protestirati, pa kocke metati, pa zažigati. Koliko so bili te protesti nenasilni, pove tudi število poškodovanih policistov. Več jih je bilo kot protestnikov, gledajte ga na zlomka. Vsi oblečeni robokopi, kako jih vi kličete, se pravi, v ščitnikih, zaščitnih sredstvih, s čeladami in tako naprej. In več policistov je na koncu poškodovanih kot protestnikov, ki so miroljubni, ki nimajo nič drugega, sam kapo imajo na glavu, mogoče še šilt za to, da se jih ne vidi, pa granitno kocko v rok, ki jo mimogrede kar tam spodaj iz asfalta ven potegnejo. Da najprej trdite, kako so, bi rekel, mislim, da so bili teli testi, ali kako je bilo, z nekimi testi je bilo nekaj narobe, naši člani, pa ste rekli, da niso naši člani, samo da so simpatizerji, kriptomilijonarji in tako naprej. In zdaj, ko policija to preiskuje, kaj zdaj, to prav ali ni prav? Ja, jaz mislim, da je prav, seveda, da je prav. Ampak jaz mislim, da je prav, da se preiskuje tudi vse tisto gor, kar sem prej naštel. O tistem pa nič ne slišimo, da bi se kaj preiskovali. In zanimivo pa je, to pa je res zanimivo, da se v vseh teh letih, vse te, katere sem prej naštel, vključno z Ljubljano, ni zgodilo pravzaprav nič. Ja, najbrž imamo sodstvo, tam imate gospoda Maslešo, ko še to ne vemo, če ima diplomo. Pa ne vemo, če ima strokovni izpit. Zdaj sem pa jaz kriv, ker ne vemo, ima gospod Masleva diplomo pa strokovni izpit, pa ker so stvari zastarale. Vaši volilci moje komunikacije ne prenesejo, če sem prav razumel. Naši volilci pravijo, da komuniciram zelo dobro, da rečem Bobu Bob. Tako da jaz seveda ne morem pritrditi temu, da vkolikor bi bila komunikacija drugačna, bi rekel opozicija kaj drugače sodelovala. Po moje ne, lejte. Sej ni problem v komunikaciji za to opozicijo. Za to opozicijo problem, ker niso na oblasti.
Torej, mi vemo, da je eden vodilnih članov stranke podmladka SD sin gospoda bivšega direktorja policije, gospoda Gorška. To je javno znano. Mi tudi vemo, recimo, to, kar je gospod Möderndorfer govoril, da smo imeli direktorja kriminalistične policije kar dolgo let, mislim, da je bil direktor, po mojem, sajnih 7-8 let, popolnoma političen seveda, sama stroka ga je bila, glej ga zlomka, ko gre z policije, kar naenkrat kandidat stranke SD, danes župan stranke SD, kandidira na evropskih volitvah za stranko SD. Super. Sama stroka jih je, lejte. Sama stroka. Rekel ste, zakaj bi pa mi nismo nikoli prej oziroma nikoli premenjali kadre. Ja, zakaj pa bi jih? Zakaj bi pa vi menjali kadre? Če je šef kriminalistične policije človek, ki potem, ko neha biti šef kriminalistične policije, kandidira za stranko SD. Mislim, lejte, jaz tega ne razumem, zakaj bi menjali kadre. Te strašno neodvisni strokovnjaki v naslednjem dnevu, ko nehajo biti v policiji, kandidirajo za stranko SD. Zdaj, če bi jaz se te ljudi začel vrsto dajati, ne vem, če ne bi na koncu gotovil, da pravzaprav ste vi tista stranka, ki obvladuje policijo. Torej, z vsemi temi strašnimi strokovnjaki, ki trenutek potem, ko se upokojijo, kandidirajo na listi SD-ja. Neverjetno, kakšni strokovnjaki. Presenečeni boste, koliko zaposlenih na notranjih zadevah in koliko policistk in policistov vseh rangov bodo prav za SD volili na naslednjih volitvah. Hvala lepa. Ne, to pa ne bomo presenečeni, gospod Nemec, to vemo že. Tole je posnetek oddaje Pop TV, kjer sem vas vprašal, oziroma rekel, da ne želim sodelovati z nekom, ki me označuje za ustaša. Tako ste me označil takrat. In veste, kaj ste vi odgovoril? Ne, niste odgovoril, da ni res. Niste odgovoril, da ni res. Odgovoril ste, potem pa se lahko preselite kam drugam. Poglejte si posnetek, pa boste videli. Torej, dokument. No, zdaj pa, če se vrnem še na tisto, kar vas je najbolj privzdignil, zapis v Delu, 18.10.2021, noviran Mitja Felc, torej zdaj, če kaj narobe, se morate na njega obrniti, tako kot na Večer recimo, ki ste povzeli Večer, to so tisti novinarji, ki vam zvesto služijo in zvesto sledijo, je 18.10. napisal: Nemec je kot sila nenavadno izpostavil dejstvo, da je bilo tako rekoč na vseh protestih, ki so bili nasilni, na policiji v takšni ali drugačni obliki prisoten tudi minister Hojs. Torej, zdaj ali laže on, ali ste se vi slabo izrazil, ne vem, glede na to, da ste prej povedal prihodnje pa preteklo leto, lahko da ste se tudi vi slabo izrazil, ampak gledajte, to so dejstva in to so vaše besede. Tako da, kdo laže, kdo je lažnivc in tako naprej, si naj zdaj gledalci posebej, ker vi si ne boste, ampak gledalci pa si lahko iz teh dveh dokumentov jasno sami ustvarijo vtis. In naša želja je, da pride na volitve čim več ljudi. In zato tudi delamo. Zato hodimo po terenu, zato vlada hodi po terenu, kot stranka hodimo po terenu, ljudi nagovarjamo, kažemo jim, kaj smo naredili v tem obdobju. In moram reči, ko po terenu hodim, so ljudje kar zadovoljni. Je drugače, kot teli, ki mečejo kocke v parlamentu, tukaj v Ljubljani, pa ki se iz vsega norca delajo. In mi imamo dolg seznam stvari, ki smo jih naredili. Dolg seznam stvari, kaj smo ljudem dali, dolg seznam stvari, zakaj ljudje pod to vlado živijo bolje, dolg seznam, kjer bomo pokazali, kaj vse smo kljub tej hudi zdravstveni krizi uspeli zadržati, od ekonomske rasti, najnižje stopnje brezposelnosti, kaj vse smo ljudem razdelili. Ja, drži, tudi smo kaj razdelili. Vi pa recimo, vaša vlada je recimo reševala banke, pa je razdelila 5 milijard za to, da ste rešili 2 ali pa 3 tajkunski banki, pa da se gospodje danes, ne vem iz katerega balkona smejejo, kar počnemo tukaj, mi smo pa to dali ljudem v obliki bonov, v obliki višjih penzij. Mislim, mi nismo povečali penzije za 6 evrov, kako je že bilo takrat. Mislim, da ste se kregali, ali bomo za 6 evrov, ali bomo za 12. Pa nisem jaz takrat dobro slišal. Ali vi govorite o procentih ali o evrih? Pa sem pa ugotovil, da govorite o evrih. Da ste se kregali, ali bomo 6 evrov povečali, ali bomo 12 evrov povečali. Pa mislim, da ste pa na koncu 6. Tako lejte, vse te stvari bomo dali na plano. Jaz sem prepričan, da bodo ljudje prepoznali, kaj smo za njih naredili, vi pa izključujete. Vaš volilni program je, kako ne bomo in s kom ne bomo. To je vaš volilni program. Kaj ne bomo, s kom ne bomo in kaj ne bomo.